pošiljam te, po milosti močan si, premagal Bož vse sile mračnosti. V imenu mojem hodi zmagovito, pošiljam te in dajem zmago ti. Pošiljam te, oznanja sužnjem greha, resnice vesti jih osvobodi, da bodo zlomljeni okovi smrti. Pošiljam te, da bodo rešeni. Pošiljam te, dovolj moja moči, saj bom s teboj, poznam že tvojo pot. Imel boš radost, mir, pomoč obilno, tvoj sem pastir, rešitelj in Gospod. Pošiljam te, da zvesto križ boš nosil, nekod zameno krono boš prejel. Moj glas zaslišal boš, otrok moj dragi, na veke vekov z mano boš živel. Kakor poslal Oče mene je, jaz pošiljam te. Jezus, hvala za teden, ko sem ga ti dal, hvala ti, ko smo ponovno leko ob nedeljskom času pri bogoslužju čigli, ponovno prek spleta Gospodovog, ampak daj, ka bi leko sprejeli to, ko nam ti daješ skozi tvoje pesmi, skozi tvojo besedo, Gospodovog. Nebeški Oče, hvala ti, ko si poslal svojega Sina, Jezusa Kristusa, ki je izpolnil tvoj načrt odrešenja za nas, in prosim te, odpusti ti moje dosedanje neposlušnosti tvojimi glasi, Gospod Bog, resnično pomagaj mi, komu tudi jaz in vsakšen izmed nas poslušam tebi in tvojimi klici. Amen. Pozdravljeni v imeni Jezusa, v imeni našega odrešenika. Ponovno je ena čudovita nedelja in čas bogoslužja za skupno slavljenje Božjega imena in sprejemanje njegovih blagoslovov. Naši najmlajši in tudi najstniki, upam, da ste v redu, ker ste tekaj imeli počitnice in vsakšen posameznik, kot tudi celi družinam, v kakšnekoli situaciji se trenutno nahajaš, zaupajmo vsi v Božjo moč ozdravljenja in osvobojenja. Tudi v tom času pandemije smo vsi različno službeno zaposleni ali pa imamo nekaj, s čim se leko zaposlimo. Kakšen hobi, rekreacija, špilanje inštrumenta, kitara, klavir, flauta, karkoli, reševanje ugank ali aktivnost, kjer olajša preživljanje v težkih časov, kjer smo se znašli. Hvala Bogu, ukrepi se pomalo olajšujejo, ali kljub tomu smo še v pandemiji. In večkrat mogoče mislimo, ko bi leko zdaj leko vse delali, če ne bi bilo le te. Mogoče bi bili na kakšno smučišče ali pa na izlete, leko bi bili skupaj s familijo na kosili ali pa šli kama k kolegom na obisk. Znam, ko nam je neenostavno in če imamo stvari, s katerimi se leko zamotimo, imejmo vsikdar Boga Jezusa Kristusa na prvom mestu. Razmišljajmo, ko je on že vse včinil za nas in še posebej razmišljajmo o tom, ko on stalno gleda na nas in se skrbi za nas. Ali si se že kdaj pital, ko je Jezus za tebe? Je odrešenik, vir radosti, oče, zatočišče, razlog za življenje?
Ali pa misliš na Jezusa samo občasno, kdo ga nicaš. Kdo zabredeš v težave, ti se spomniš na njega, ali pa celo je Jezus pač nekšna tradicija, na katero se spominjaš ob nedeljskih bogoslužjih, ali pa samo celo na velike praznike. Ne vem, kako vi razmišljate o Bogu. Jaz se pogočavljam z nebeškim očetom iz dneva v dan. Ob začetku mojega dneva je on prisoten, čez cel dan, kot tudi ob zaključki dneva. Mogoče ne vsakšno minuto, ampak v ozadju mojega razmišljanja je Bog stalno prisoten. In našemu očetu je to všeč, da se mi, njegova deca, trudimo in iščemo njegovo prisotnost, smo v molitvi in čitanju svetega pisma. Nažalost smo ne stalno to, kako bi mogli biti. Leko povem iz lastnih izkušenj, kar se mi še zgodi, kar sem vsikdar ne pozoren na njegov glas, na njegov klic. Ampak, znate, ko je čudovito? Bog še čaka na nas. Jezus nas zove na različne načine, tudi skozi te pandemije koronavirusa. Zove nas pod svoje okrilje in čaka z odpretimi rokami. Ker smo mi njegovi, odkupil nas je z lastnim življenjem. On ščeka, mi poslušamo njegov glas, ker mu samo na tej način tudi v večnosti skupaj z njim. Kako smo v pesmi čuli, smo od njega pozvani in tudi poslani. Pozdignimo svoje srca in tudi svoje glasove v čaščenje vsemogočnega Boga. Ne vamo slaviti v kanone, kako smo to tudi v posnetki pred 11 leti, ampak z iskrenim srcem popevljajmo vsi skupaj njemu v čast.
Drage v Gospode Bože mir, se naj nasele vsa vaša srca. Zavolo toga, kao od Božjega mira je odvisen celoten potek celih naših življenj. Dosta Adam pa Eva zapravila, pravzaprav zlorabila tej Božji mir, je začalo iti vse naopak. Te se je vse porušilo, te se je začalo skrivanje pred Bogom. Znamo pa iz Bože drage svete reče, kad se pred Bogom ne mremo nindr skriti. Spomnite se 139. psalma, 7. veršu štok prave. Kam naj grem pred tvojim duhom, kam naj zbežim pred tvojim obličjem. Zato, dragi poslušalec, za vsem svojim življenjem se potrudi, kad vzpostaviš in pa te tu ohranjaš mir z Bogom. Jezus je v zadnji vraj pred trpljenjem tok provo svojim učencom. V Janezovom evangeliju 14. tale 27. veršu štok piše: Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem, ne dajem vam ga, kakor ga daje svet, vaše srce se naj ne vznemirja in ne plaši. Ja, dragi moji, Božji mir je nikaj več, kot pa vse drugo kole nas. In tu apoštol Pavel nas poziva na to. On se je namreč v svojem življenju popolnoma zavedal toga, ko je bilo vprli v njegovom življenju in ko je življenje v meri z Bogom. In Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, piše v Kološanom v 3. tale. In dole pravi Filipljanom 4:7 tak. In Božji mir, ki presega vsak bo varoval vaša srca in vaše misli v Kristusu Jezusu. Ko kraljuje v tvojom srce, ko varuje, ko čuva tvoje misli in pa tvoje celotno življenje. Dragi Božji otrok, ti si nejštoj kole, poč pa si Božji izbranec, ti si poseben v njegovih mislih, zato ohranjaj v svojem življenju Božji mir. V dnešnjem dopoldnejšnjem času poglednemo nekaj dejstev o tem, ko pomeni, da je Jezus Gospod, popolni Gospod in popolni gospodar življenja. Da se je Jezus poslavilo, je učence postavil pred eno dejstvo, šteroga so se mogoče niti ne zavedali. Pogledamo v Janezov evangelij v 15. in pa 16. veršoš. Tok pravi: Niste vi mene izvolili, ampak sem jaz vas izvolil in vas postavil, da greste in obrodite sad in da vaš sad ostane. Tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Tej veršoš ne namenjene samo tistim Jezušovim učencom, pač pa je namenjene tudi meni in tebe, vsakome med nami. Te v Jezušovom času, da je Jezus odel po zemlji, da je Jezus tu deloval, te so učenci izbirali svoje učitelje. Oni so se izbirali učitelje in te so tistimi učitelji, šteroga so se izbrali, kaj je najvči, tistimi so te bili zveste. Ali tu vidimo, kaj gli obratno. Jezus je v odebro, Jezus je izbral učence. In koga je v odebro? Ribiče. Preproste ljudi, navadne ljudi, nekakšne ekstra ljudi, pač pa preproste ljudi. Mislim, kad tudi te vsaki učitelj ne izjev vsakoga učenca, pač pa je dovolj samo tistih malo boljših, ki so z njim, kad je on tiste včil. Pri Jezušu pa je bilo čista noček. Jezus je izvolil tudi mene in tudi tebe, dragi brat, draga sestra, in s tem je pokazal, da sem ge, kad si ti njeme pomemben.
kad si pomemben v njegovih očaj. Mi smo od njega izvoljene, postavljene in pa poslane, ka obrodimo sad. Hrvaški prevod Biblije tu pravi tok, ka noj rod donosite. Torej, noj sad prinašamo vedno znova, vsaki dan znova in znova, ne samo ka enak obrodimo sad, pač pa znova in znova noj prinašamo sad. Dragi moji, noj bo to stalnica v mojem in tvojem življenju, dnevno prinašanje sada za nebeško kraljestvo. Dovolj toga, ka potom Jezus dava eno obećanje, tako vam bo Oče dal, karkoli ga boste prosili v mojem imenu. Jezus nam najprve omogoča, ka prinašamo sad, ka rodimo sad in te do te naše molitve sadonosne. Kakšen sad naj prinašamo? Najdolgo nazaj smo ga učali od toga. Sad duha pa je. Galatancom 5. tale, lahko preštejte doma in obnovite te spomin, ko je te sad, šterega Bog želej, ka noj prinašamo za nebeško kraljestvo. Jezus pravi dole v istom 15. tale Janezovega evangelija v 19. veršu še. Pravi to, Božja beseda. Če bi bili od sveta, bi svet ljubil, kar je njegovo. Ker pa niste od sveta, ampak sem vas jaz odbral od sveta, vas svet sovraži. Bog je mene in tebe v odebro od toga sveta, to kot nekaj posebnega, kot nekaj zelo dragocenega. Dnes dan, zdaj najdugo, so imeli učence in pa dijake, bodoče dijake in pa bodoče študente so imeli informativne dneve. In znate, na tej šolaj, tu so odeberali tiste, štere do se leko na tisti šolaj včili. In znate, koga odeberejo? Tiste, štere so boljše. Ne tiste slabše, tiste dožal mogli imeti malo slabše poklice, ali niti eden poklic je nej slab pred Bogom. Zavolo toga, ka vsaki poklic pred njim je dragoceni. In Bog je mene in tebe v odebro iz toga sveta, zavolo toga, ka sam jaz za njega poseben. Ka si ti za njega poseben, ka smo za njega dragoceni, za njega svage in ti pomembneva, ka opraviva noma zavypano nalogo. In namesto tebe, tvoje naloge ne more opraviti nišče drugi. Ti si za Boga veliki, neprecenljivi potencial. Zato tudi za tebe vala naslednja vrstica, štere se doteknemo. V Mateji 28. tale 19. in 20. veršu preštejmo. Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. Krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha. In učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vas zapovedal. In glejte, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Pošiljam te. To je bilo sporočilo uvodne pesme. Bog pošilja mene, pošilja tebe v noma zavypano nalogo. Hans Waldvogel je pravo tok. Jezus nas potrebuje. On potrebuje pripomočke in orodje, s katerim lahko dela. On uporablja kanale, skozi katere lahko spusti svoj blagoslov. Boj tudi ti, vsakodnevno kanal toga Božjega blagoslova. Znate, on
Bog pa nikoga ne pošilja brez spremstva, brez zaščite. Jezus pravi, jaz sem z vami, ne samo gnes, ne samo jutro, ne samo pojutre, pač pa vse dni do konca sveta. Haleluja! Boj siguren, če ostaneš v meri z Bogom, da te on sigurno spremlja v vsakoj situaciji, v kateri boš se znašel. In tu na drugim mestu v Bibliji imamo ta zagotovila, kada nas Božja roka spremljala v našem prinašanju sadov za Bože, za nebeško kraljestvo. Sveti Duh je ta stalna zaščita in pa vodnik za vsako situacijo, v kateri se znajde Božji služabnik. Zgrobi se za to Božje obečanje in stopi korak vere, s katerega daleko Bog blagoslovil. John Wesley je to zapisal. Med vsemi rečmi je največje in najvažnejše dejstvo, da je Bog z nami. Haleluja! Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In tu je apostol Pavel je imel to osebno zagotovilo. V apostolski delaj 18. tale 9. pa 10. veršu štok piše. Neke noči pa se je Gospod prikazal Pavlu in mu rekel, ne boj se, govori in ne molči. Zakaj? Jaz sem s tabo, jaz sem s teboj, nihče se te ne bo dotaknil, da bi ti storil kaj zlega, kajti v tem mestu imam veliko svojih ljudi. Tu za njega, tu za apoštola Pavla je veljalo ali je bilo važno to naročilo, ko smo poslušali v pesmi, pošiljam te. Bog ga je pošiljal na določeno misijo, na določeno delo v njegovom osebnem življenju. In ko ga Bog pošilja, da Bog pošilja človeka, ga ne pesti samoga. Ga ne pesti samoga, zapuščenoga. Človeka dosakrat mora iti skozi probleme, skozi težave, skozi navole, da Bog pošilja človeka, ga ne nja samoga. In v tom tekstu je to zelo osebno sporočilo. Zavolo toga, ka Bog pozna mene, Bog pozna tebe, dragi poslušalec, osebno. Pozna tebe osebno. Pozna vsako misel. Pozna vsako zaskrbljenost. Pozna vsako tvoje veselje. Vsako žalost. Vidi vsako tvojo bolezen. Vsaki tvoj problem. In on glizoj v tom trenutku točno v tvojo situacijo pravi, ne boj se. Zakaj? Jaz sem s teboj. Ne boj se je sporočilo tistim, kateri imajo mir z Bogom, tako kot sem gučil v začetku. Strah človeka ohromi, ka ne more opravljati svojega poslanstva, ali tej Božji mir pa njime dava sigdar nove moči za vse situacije, v kateri se človek znajde. To vidimo tu zdaj. Da je strah enega maloga, ali zelo, zelo nevarnega virusa ohromo skoraj vse dejavnosti. Vidimo, ko se dogaja okoli nas. Vidimo, ko se dogaja med nami. In znova povdarjam in vas prosim, ne bojmo lahkomiselne, pač pa odgovorne do sebe in drugih, ka nemo ogrožali življenj. Pač pa, kamo prinašali Božji mir tu v to situacijo. Še enega pomembnega dejstva smo se v našem razmišljali
razmišljanje doteknili, štero pa je zapisano v Lukače 22. tale in pa 32. veršoš. Lukač 22. tal, 32. veršoš. Jaz pa sem molil zate, da ne opeša tvoja vera, ko se boš nekoč spreobrnil, utrdi svoje brate. Jezus je te besede provo apoštole Petre, šteri je bil zelo samozavesten, bil je zelo siguren sam v sebe, v svoje sposobnosti, v svojo moč. Jezus ga je opozoril. Jezus njim je dal opozorilo, kaj je pred eno velikov preizkušnjov, v šteroj pa de, nažalost, popustil, šteroj de spodno. Peter pa je trdil, on je zatrjeval, da je zmogel, kada je šel, kada je zmogel. Tako, če bi želel Jezus povedati, ne skrbi se ti za mene, ge znam sam poskrbeti, znam sam skrbeti za sebe. Ali se ne dogaja gnes to? Človek, mnogo ljudi, ne, Bog mene tebe ne trebaj. Ge se znam sam poskrbeti za sebe. Ko boš ti? Peter je mislil kaleko sam. Tako, če bi bil on zadosta močen, ali ne je bil. Jezus je tu Petra in pa tu učence spomnil na to, ko so več kot 3 leta opazovali v njegovom življenju, spominja jih na pomembnost molitve, na tej važen dejavnik človekovega življenja enoga Božjega človeka, življenja enoga krščanika. Jezus je bil mož molitve in to je dokazoval vse do zadnjih trenutkov pred smrtjo na križe. In Petre tu v toj situaciji razkriva pravzaprav svoje poslanstvo, šteroga ima Jezus tu zoj pri svojom nebeškom oče. Janez je to tako povzel v prvom liste, drugom tale in pa prvi veršoš, prvo Janezovo pismo 2:1. Otroci moji, to vam pišem, da ne bi grešili. Če pa že kdo stori greh, imamo pri očetu zagovornika Jezusa Kristusa, pravičnega. Aleluja. Dragi moji, Jezus je moj in tvoj zagovornik pri nebeškom oče. Da se zgodi, ka pregrešimo. On je zagovornik, on je tiste, štere prave. Oča, pa vidiš, ja, resno je. Spodno, tej moj, tej Franci je spodno, ali glej, kaj sem za njega mrl. Moje roke so bile prebodnjene za njega, moja sveta krv je tekla za njega, odpusti njeme. On je nezagovornik tiste, štere samovoljno grešijo, poč pa tistih, štere se pregrešijo. To je velika razlika. Grešite samovoljno ali pa, da se človek zgodi, ka pregreši. Jezus Petre tu pravi pravzaprav 3 stvari. 3 stvari njeme v tom odlomke pravi, na štere mora posebej paziti v svojem življenju. In to je sporočilo tudi za mene in tudi za tebe, dragi brat, draga sestra, dragi Božji služabnik. Kot prvo, paziti moramo, ka ne opeša naša vera. Da se človek začne zanašati sam na sebe, te odhaja, te ide od te Božje zaščite. Odhaja izpod Božje zaščite
In to je navorna situacija, ka vera človeki opeša. Te grata ta vera neaktivna, grata nedejavna. V takšnej situaciji pa se hitro zgodi, ka človek pregreši. Hitro se zgodi, ka napravi napako, spadne v greh, koga te odvaja od Boga. Koga pela kraj od Boga. Pisec lista Hebrejcom je tok zapisal, Hebrejcom 11. 6. veršu še. Brez vere namreč ne moremo biti Bogu všeč. Kajti kdor prihaja k Bogu, mora verovati, da on biva in poplača tiste, ki ga iščejo. Jezus Petre pravi še drugo stvar. Da človek pregreši, to, kako se je to zgodilo Petre, se je potrebno znova spreobrniti. Potrebno je priti do spreobrnenja in Jezus pravi tu Petre pravzaprav, ne čakaj dolgo na to. Hitro se naj to zgodi v tom življenju, zavolo toga, ka ovak ne boš mogel opraviti svojega poslanstva, šteroga sem ga s tebe zavipal. In to pravi Jezus tu mene in tebe. In kak treće, ko pravi Bog mene in tebe skozi to besedo, Petrovo poslanstvo je bilo, ka naj utrdi svoje brote. Njegovo poslanstvo je bilo, ka naj utrjuje svoje brote. In če gledamo v apostolska dela, te vidimo, ka je to tu aktivno delo. Ali najprej je moglo priti v njegovom življenju do spreobrnenja. Do spreobrnenja. In da je on spoznal, ko se je pravzaprav v njegovom življenju zgodilo, je šel in se je britko razjavko. Britko se je razjavko nad tem, ko se njim je zgodilo. Nad tem, v koj ga je neprijatelj zapelo. Utrjevanje, spodbujanje tistih, štere pešajo v vere, je to moja in tvoja naloga, dragi brat, draga sestra. Jaz pa sem molil zate. Dragi moji, Jezus še dnes upravlja svojo službo zagovornika pri nebeškom Oče za mene in za tebe. On moli, ka moja, ka tvoja vera ne opeša. On moli, on posreduje pred Gospodom, pred Očem nebeškim, ka se ob padce, ob tistom, da se zgodi kakša pregreha, ka se čim prle leko spreobrnemo nazaj k njemu in on moli, ka boš, ka bom utrjene v Gospode, v vere v Gospode. Vse to je velika Božja ljubezen do zgubljenega človeka. Zavolo toga, ka Bog ne želi človeka pogubil, pač pa je Jezus prišel za nas, ka bi bil po Svetom Duhu z nami. Aleluja. Jaz sem vas izvolil. Jaz sem vas odbral od sveta. Jaz sem z vami vse dni do konca sveta. In še bolj osebno, jaz sem s teboj. Jaz sem molil zate. Amen. Amen. Nebeški Oče, hvala je tebe za tvojo veliko ljubezen do mene, do vseh nas. Hvala je tebi, ka si ti daroval to najdragocenejše, ko si imel, ka bi ga zgubljeni človek leko bil v tvoji prisotnosti, vso večnost. Jezus, dragi, hvala je tebe, ka si za ljubeznosti, za poslušnosti šel in zgotovo delo odrešenja za vsakoga človeka. In Duh Sveti, hvala je tebe, ka si se mene osebno razodel.
kad si se razodel v noge in kad glizoj v tom trenutku gučiš na mnoga srca. Dotekne se tistih, štere nucajo tvoj poseg in te posebno prosim tu za tiste, štere so v betegi, štere so v potrebe, štere so v nevole, štere so v pomanjkanje, štere so v pitanje, v probleme. Dotekne se vsakoga življenja. No je zaistino vsaki človek čujte to, kar si ti z njim. In Gospod, dragi, daj nam tvoj mir. Šterino izpolnjava naša življenja v vsakom trenutku, kjerkoli se nahajamo. Boj ti proslavljeni, Bog Oča, Bog Sin, Bog Duh Sveti, od zdaj pa vse do večnosti. Amen. Amen. Bog je ljubezen, od Gud je naš. Bog je ljubezen, on ljubi nas. Zato ponovim, Bog je ljubezen, meni te ljubi, od Gud po me. Težili so me nesmirni grehi, težili so me nevypaní. Zato ponovim, Bog je ljubezen, meni te ljubi, odkud po me. Poslal je Zoša, zveličitelja, poslal je Zoša, rešitelja. Jezus rešitelj, sebe aldeješ, ti zveličitelj, greh odzemeš. Zato ponovim, Bog je ljubezen, meni te ljubi, odkud po me. Zato ponovim, Bog je ljubezen, meni te ljubi, odkud po me. Tebi dičina, svečna ljubezen, iz srca hvalo, tebi smeram. Zato ponovim, Bog je ljubezen, meni te ljubi, odkud po me. Zato ponovim, Bog je ljubezen, meni te ljubi, odkud po me. Meni te ljubi, odkud po me. Kog zarali pa popevle. Bog je ljubezen in mene tu ljubi, odkud po me. Kakšna sreča bi lahko povedali, ampak to je samo njegova velika milost. Ka me on ljubi, ka me je odbral od sveta, ka je zmel in ka imam jaz zastopnika pred nebeškim očetom. Na začetku bogoslužja smo v pesmi popevali, ka nas Jezus pošilja, ka nam je zadosti njegova moč, ka je on z nami, ka mu z njim imeli radost, mir, pomoč obilno, ker samo on že vnaprej pozna naše življenjske poti, naše življenjske odločitve. Ali smo v tom dnešnjem bogoslužju prinesli odločitev, ka bomo poslišali glas našega Gospoda, našega odrešenika? Če smo, ti lahko popevljamo skupaj z našim orkestrom to priljubljeno pesem, Gdje Gospod me vodi sledit ščen ga. Razmišljaj o vsakoj besedi, vsakšnem stavku, katerega boš videl oziroma izgovoriš oziroma spopevljaš. Gospod nas će stalno voditi. Izrazimo to trdnost, to željo, ka kdekoli, da nas on vodo, mu njim mi sledili.